Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Gibanje Svoboda sedaj mogoče pa res ima listo za evropske volitve, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Spoštovane upokojenke in upokojenci, delavci, kmetje, vsi nezadovoljni državljani. 25. aprila o 15. uri vsi vabljeni na Trg Republike, na protestni shod, kjer moramo začeti narediti konec te vlade in začeti delati naše boljše življenje. Dobrodošle, čebelice. Pavlu Ruparju lahko očitamo marsikaj, pomanjkanja vztrajnosti pač ne. Danes je že 11. zbral upokojence na protestnem shodu. Lahko v tem tempu zdrži še 2 leti? Spremljamo. Sedaj pa se lotimo 116. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali jetniki svobode, zakaj smo vsi skupaj ujetniki svobode. Boštjan Marko Turk je napisal knjigo o tem, kako pri nas še zmeraj vlada osvobodilna fronta. Zakaj smo vsi skupaj jetniki svobode, bomo vprašali avtorja dela, doktorja Boštjana Marka Turka. Boštjan, toplo pozdravljen v Faktorju. Dober dan, dober večer. Boštjan, ti si bil na tem današnjem shodu glasu upokojencev, bil si med govorci. Je na nek način fascinantno, ne? Da dan današnji, ko vidimo, da je, bi rekel, zelo težko ljudi za nek družben cilj angažirati, da jih je težko motivirati ali pa vzbuditi zanimanje pri njih za politiko, ne? Da pa Pavlu Ruparju z ekipo je uspelo že 11. zapored zbrati tolikšno množico v Ljubljani. Kako ti to komentiraš? Ja, tako kot sem povedal na shodu, sem rekel, da Pavle Rupar je neverjeten človek, on ima fascinantno energijo in ta energija je še toliko bolj fascinantna, ker je usmerjena v pravi cilj. Vse ljudi z neke energije imate vi danes, kolikor jih želite, mislim, ne vse, ampak kljub temu, medtem ko Pavle Rupar točno ve, da je ta država in ta oblast popolnoma odtujena od navadnih ljudi, da jih problemi navadnih ljudi preprosto ne zanimajo, in je tukaj priskočil na pomoč, in jaz z veseljem čutim za svojo državljansko dolžnost in tudi za dolžnost sebe, recimo, če se dojemam recimo kot intelektualca, da pač pomagam graditi tiste nujne jezove, oziroma pomagam graditi tiste nujne jezove, ki služijo temu, da nas vse ne odnese v nekem veletoku. In recimo prizadevanja Pavla Ruparja so prav, bi rekel, fascinantna z tega stališča, zato ker on se zoperstavlja, bi rekel, splošnemu medijskemu toku, on to počne za ljudi, zaradi ljudi, in ne glede na vse medijske umore, ki mu jih pač, se pravi, mediji, oziroma se to niso mediji, to so pač izpostave tranzicijskega kapitala, bodisi smetarske narave, bodisi gradbene oziroma gradbinske narave in tako naprej, predvsem pa za koalicijo. Se mi z nekaj malenkostnimi izjemami se mi medijev več nimamo. Mislim, medijev v tem smislu Münchenske deklaracije, se pravi, da ljudi sooča z resnico in da govori o resnici. In v tem smislu tudi seveda ne moreš Pavleta Ruparja, ne da ga podpiraš. To pač, če želiš tej državi dobro, če želiš dobro ljudem, predvsem tistim najbolj ogroženim, potem ga moraš podpirati. Ne gre drugače. Boštjan, ko že govoriva o ljudeh z energijo, bi si drznil postaviti oceno, da ti nedvomno sodiš med njih. Si eden izmed naših najbolj plodovitih avtorjev, družbeno kritičnih del, tudi izjemno prevajan v tuje jezike. Pa zdaj tebe vprašam, iz kje pa ti recimo črpaš energijo za vse to? Namreč, da poveva gledalkam in gledalcem, ne samo, da si prevajan v tuje jezike, tudi pišeš v tujih jezikih, ne?
Ja. Torej, to je pač neka bi rekel, to sem pač prenesel na svet, oziroma pač seveda bi rekel gojil, a ne. In predvsem pa se odzivam na trenutek, ne. Prejšnjo knjigo sem napisal, se pravi Vojna za mir, ki si imel ti to, bi rekel, prijaznost, da si mi dal pač prostor, da jo predstavim. To sem napisal zaradi potrebe trenutka v Evropi. To knjigo, se pravi Jetniki svobode, Slovenci Jugoslavije in oblast Osvobodilne fronte, sem napisal prav tako zaradi pereče potrebe trenutka. Zato, ker je to nujno, ker takih knjig ni, ne, take knjige moje, recimo, pa ne da bi zdaj pač, če to govorim, se s tem strahotno izpostavljam, ne, ker jaz sem se tudi, ne bom zdaj ponavljal, česa vsega sem že bil deležen, tako na univerzi kot na sodiščih, ampak človek se v tej totalitarni klimi s tem grozljivo izpostavlja, ne? Ampak glejte, če se ne bi izpostavljali mi, se pravi tebe, smatram, saj si del tudi ti in bi rekel Bojan Požar kot se pravi eden prvih, bi rekel, ki me je povabil na Faktor, ne? Si tudi tako videti del, integralni del te knjige, ker vaju precej navajam in vaju navajam v bistvenih legah, predvsem v oceni te oblasti, ne? Ker mi smo se tragično znašli v stanju, v katerem nam oblast laže. Govori neresnico in to najvišja oblast. In tega ne sme. Recimo, če citiram Bojana Požarja, ustavni sodnik Matej Accetto je lagal in bil na laži tudi ujet. To je med drugim črno na belem dokazuje objavljena korespondenca med Accettom in tedanjimi vodilnimi politiki stranke SMC v času nastajanja stranke in njenega programa ter predvolilne kampanje za parlamentarne volitve leta 2014. Jaz sem tudi tvoj, bi rekel, zelo sistematičen in pozoren bralec in tudi velikokrat si naveden notri, ne, v knjigi, in sicer zdaj navajam citata, ne, na to je Robert Golob, ne, rojen lažnivec, praktično ničesar, kar iz usti mu ne gre verjeti na besedo. Zlaže se tako mimogrede in tako pogosto, da praviloma sam najbolj verjame svojim lažem. Ne, in ko se pa znajde država v položaju, ko odpove ustavno sodišče, to je samo ena od zgodb, ne, mi vsi vemo, kako je ustavno sodišče postalo, bi rekel, nelegalen, nelegitimen programski svet in zato pridobilo podporo, bi rekel, zelo spornih deležnikov iz Evropske unije, ne, mislim na biografijo Vere Jourove, in ko predsednik vlade, ne, ko je njegova retorika, on govori kar nekaj, on govori kar na pamet, on govori kar danes to, jutri to, pojutrišnjem tretje, potem to prekliče, zanika, njemu je, on je to neznosna lahkost zavajanja, kar njega obvladuje in to je za državo katastrofa. Poslušajte, jaz ugotavljam v tej svoji knjigi, da okolje, v katerem smo se mi Slovenci oblikovali, se pravi sosedih, Hrvatih, Avstrijcih, Italijanih, Madžarih, vse okolje je popolnoma drugačno od našega, je normalno. Naše politično okolje in družbeno okolje pa postaja patološko. In ko sem to spoznal, ko sem videl, da recimo Robert Golob, najbolj znana zgodba je s tistim, bi rekel, zabojnikom še pred poplavami, mislim, da to je eno neurje maja, eno leto nazaj, ne, ko je pristopil do družine, ki je bivala, ko je Stino Gaber pristopil do družine, ki je bivala v kontejnerju, ne, in rekel, kako ste, je rekla, ja, vsaj kontejner imamo, ne, in je rekel, ja, pa sej, ne se sekirati, sej, mislite si, da ste v hotelu, ne, na počitnicah, ne. Mislim, take oblasti mi še nismo imeli. To ni samo cinizem, to je, bi rekel, delanje norca iz nesreče nekoga, ki je ta nesreča živo občutena, ne, in če oblast nima empatije do resnice, če nima empatije do ljudi, potem jo ne rabimo, ne. Mislim, in ta knjiga moja je ena daljša pripoved, ne, zdaj pa zanimivo, kako sem se jo lotil, ne. Robert Golob je ta isti Robert Golob, ki ga ti tako briljantno karakteriziraš, ne, on bi te moral pravzaprav biti izredno hvaležen, ker človeka, ki bi se s toliko, bi rekel, inteligentnosti in uvida v psihološke mehanizme, ki nekoga gibljajo, ukvarjal z njim, takega ni, ne, on bi ti moral biti hvaležen. Ne vem, kakšne so njegove reakcije na to, ampak hočem reči, ne, Golob je 16. mislim, da je decembra 21. leta, nekega meglednega decembrskega dne prišel in rekel, mi ustanavljamo svobodo, gibanje Svoboda, zato ker je v državi fašizem. Jaz sem to takrat poslušal, sem rekel, čakajte, mi ne rabimo svobode, saj smo osvobojeni, saj, kje pa je fašizem, kje pa je bil fašizem, Mussolinija ni bilo že ne vem koliko časa in tako naprej, ne. Ampak potem je 400,000 ljudi se odzvalo klicu svobode, 400,000 ljudi, volivcev je prepoznalo, da je v državi fašizem, in se je vprašal,
In tu se začne rdeča nit moje knjige. Potem sem se vprašal, kdaj se je to v slovenski zgodovini že zgodilo, kako morajo biti ljudje, 400 tisoč ljudi pohabljenih, da temu verjame. In potem je bil odgovor jasen. To se je zgodilo 26. aprila 1941 z ustanovitvijo tako imenovane Osvobodilne fronte, ki ni bila ne fronta, še manj osvobodilna, ker so bili tedaj njihovi, bi rekel, vzorniki Sovjeti v paktu s Hitlerjem, fronta sploh ni bila, ker je bilo to 5 ljudi pa še. In potem v knjigi to analiziramo, kako so se oni začeli polaščati mentalitete slovenskega volivca. Vse samo z enim namenom. Ta namen je pa biti na oblasti. In ko partizani štartajo, knjiga je pisana prav z perspektive, partizanske perspektive, ker sem vzel recimo Edvarda Kocbeka, Borisa Pahorja, Viktorja Blažiča, Franceta Miklavčiča, se pravi ljudi, ki so bili, bi rekel, sopotniki ali pa celo soustanovitelji Osvobodilne fronte, ampak vsi so bili pač partizani, in vse je prejšnji režim, bi rekel, pospravil po zaporih, jih je pozaprl, In sem z tega stališča zgodil, meni nihče ne more učitati, da sem tukaj ideološko pristranski. In potem največja terna, ki sem jo pa doživel, je pa ta, da sem našel Miha Marinka spomine, ker Miha Marinko, ki je bil en glavnih partijskih kadrov, vsemogočen človek, v svojih spominih leta 1971 piše neverjetno. Pa kaj se ti gredo, piše, zdaj da vajem, kaj se ti gredo, kaj govorijo, da se je 26. aprila ustanovila Osvobodilna fronta, ko pa vsi vemo, da smo bili 26. aprila, večina nas je bila v Zagrebu, ko smo Tita prepričevali, da naj dovoli ustanoviti Osvobodilno fronto, pa ste Tita so prepričevali, zakaj? Zato, ker komunistov je bilo za ščepec, in so se zato šlepali na Osvobodilno fronto. Nikjer drugod po Jugoslaviji ni bilo Osvobodilne fronte. Ne na Hrvaškem, ne v Srbiji, ne v Bosni, nikjer. In Miha Marinko iz razlogov so meni neznani, pravi, sej ni nikogar bilo, sej mi smo se vrnili šele po 1. maju v Ljubljano, zato ker so bile med prvomajskimi prazniki, med drugim so takrat tistega 1. maja visele zastave rdeče, sovjetske in z kljukastim križem skupaj, so proslavljali, smo se vrnili šele po 1. maju v Ljubljano. In to sem začel ta narativ laži, če sem začel raziskovati, in vse je laž, torej z strahotnimi posledicami za slovenski narod. Mogoče največja posledica, ki jo še danes čutimo, je sta dvojna. Oni so rekli, da Slovenci pred Osvobodilno fronto nismo poznali tako imenovanega notranjega sovražnika. Mi smo poznali zunanje sovražnike, sprav Nemce, Italijane, Obre, Avare, Berte Prešerna, Žide, konec koncev tudi, In Osvobodilna fronta, ko je pač začela prevzemati oblast, je nujno potrebovala notranjega sovražnika. Boštjan, vse je laž, ampak ni pa laž to, da moramo iti na oglase, tako da predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor. Ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj smo vsi še danes ujetniki svobode. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator Boštjan Marko Turk, sicer tudi avtor knjige Jetniki svobode, pogovarjava pa se o tem, zakaj smo še danes vsi ujetniki svobode. Boštjan, v prvem delu oddaje si nam razložil, kaj je bil tvoj motiv, in kakšne zgodovinske vzporednice si našel pri tem, ko si komentiral naš aktualni družbeno-politični vsakdan. Pa bi te takole zdaj vprašal, v bistvu ta svoboda duha, se mi zdi, da je nekaj, kar je, bi rekel, lastno ali pa imanentno evropski civilizaciji, ampak v zadnjem času ni več preveč popularno. Ti praviš, kakšni so slovenski oblastniki. Če zdaj pogledava, nažalost to ne velja samo za Slovenijo. Če pogledava recimo predsednika najmočnejše države na svetu, en senilen starček, kdo bi si to mislil še nekaj let nazaj. Če pogledava predsednico Evropske komisije, pač v bistvu izjemno sporna oseba, tudi zdaj med upravljanjem mandata se je zapletla v številne afere, tudi korupcijske, preiskujejo
Evropsko tožilstvo, ne, mislim, kakšno sporočilo je to, da predsednico Evropske komisije preiskuje Evropsko tožilstvo, hkrati pa ne, gospa napoveduje, da se bo potegovala za nov mandat. Se pravi, nismo samo Slovenci tisti, ne, ki smo nekako se zaciklali v te stvari, ali pač? Ja, ne, mislim, Slovenci smo to poudarjeno, ne, zato ker Slovenci izgubljamo, se pravi zaradi tega. Knjiga moja je v bistvu se ukvarja z sedanjostjo, ne. Ursula von der Leyen je pač ena od evropskih mandarinov. Ursula von der Leyen ni bila nikoli izvoljena, ona ni bila nikoli na volitvah. Moja prejšnja knjiga Vojna za mir jo obširno popisuje, ne, in tudi zdaj pripravljam članek za tujino, a ne, pač prav analiza Ursule von der Leyen, ona ne more biti tako imenovan špicen kandidat za Evropsko ljudsko stranko, če ta želi dobiti nek dober rezultat. To pač preprosto ne gre, ker Ursula von der Leyen je pač simbol vsega, kar v zadnjem mandatu v Evropi ni funkcioniralo in ne funkcionira. Migrantske krize oziroma migrantov, zelenega prehoda, ki se je podaril, ki ni noben prehod, ampak je sprehod v močvirje, v katerem bo nemška avtomobilska industrija potonila, oziroma Nemčija že tone. In tega tako imenovanega LGBT, ki je pač neko vrste posiljevanje, v bistvu pa predvsem pa uvajanje neznanosti, ne, uvajanje, kajti LGBT je neznanstven. Čisto preprosto zato, ker spol je biološko-medicinsko dejstvo. In govoriti, da spol je družbeno določen, je pač neznanstveno govorenje, zanikanje znanosti. No, LGBT je zanikanje znanosti. In ona promovira vse to troje zoper večinsko voljo državljanov EU, ki so pač še vedno normalni, a ne? In to se ne more dobro končati, ne? To se preprosto ne more dobro končati, ne? Ampak zdaj, te ljudi pri nas so pa izvolili, ne? Te ljudi so pa pri nas izvolili zato, ker je Golob, oziroma so pogruntali, da mehanizem notranjega sovražnika, osvobodilne fronte, fašizma, osvobajanja deluje na zelo velik del volilnega telesa. Ne na vse. V tej državi je vsaj 500 000, bi rekel, državotvornih volivcev. Ljudi, ki vedo, zakaj gre. A ne? Ampak 500 000 je premalo. Ne? Deluje pa na mnoge. A ne? In to se je očitno pokazalo. Ne? In moja knjiga se ukvarja ogromno z Golobom, pa s sedanjostjo. A ne? Ne, ampak da pojasni sedanjost, posega v preteklost. Ja. Zdaj, Boštjan, ne, ena izmed osnovnih maksim Osvobodilne fronte je bila, kdor je pač proti okupatorju ali pa okupatorjem, če hočeš, mora biti z nami, mora biti pri nas. Ne? Se pravi, tisti, ki ni znotraj Osvobodilne fronte, je na nek način ekskomuniciran. Ne? Ampak se mi zdi, da zdaj v Evropi imamo podobno situacijo. Ne? Se pravi, jaz bi temu rekel, ne sveta aliansa med Evropsko ljudsko stranko in pa evropskimi socialnimi demokrati in socialisti, ki bi v resnici morali biti glavni konkurenti, ne? Oni že dolga leta so pač v nekih koalicijah tu v Evropi. Tu na nek način vidimo neko Osvobodilno fronto, ker oni nam pa sporočajo, kdor ni z nami, je proti Evropi. In vsi tisti, ki so ali levo ali pa desno izven tega, ne, so proti evropski po tej logiki. Ja, seveda, samo to je tako kot v Jugoslaviji, jaz to analiziram, ne, v svojih knjigah, ne, to je tako kot v Jugoslaviji, ne, mislim, so govorili, Milošević je govoril več Jugoslavije, moramo imeti več Jugoslavije, ti govorijo več Evrope, ampak več Evrope je pomenil več Brusla, več Jugoslavije je pomenil več Beograda in vsi vemo, kako se bo to končalo. In Evropa si v 10 letih, vi samo primerjate, bi rekel, kondicijo, gospodarsko kondicijo, socialno kondicijo, bi rekel, ugled Evrope leta 2014 ali pa 2024, se to je neprimerljivo. Leta 2014 nihče ni razmišljal, da bi iz Evrope sploh odšel. Leta 2024 je iz Evrope odšla ključna članica, predvsem na področju varnosti. Nobena evropska država nima tako močne vojske kot Velika Britanija, ki ima poleg Francije tudi nuklearno orožje. Potem so se pa pojavili en kup enih exitov, Frexit, Brexit, no sem ga omenil, Bruxit, ne vem, pač ne, mislim, se pravi, tukaj nekaj narobe in Ursula von der Leyen pooseblja to politiko biti narobe, a ne, in ona pač deluje v čigavem interesu, ampak ona deluje v interesu teh multinacionalk, a ne, to se vidi recimo Pfizerja in to, a ne, zato so ti škandali, zato ti praviš, da jo preiskuje Evropsko tožilstvo pri eskiviranju
se pravi brisanju dokazov in obilno asistira Vera Jourova, ves evropski tisk, hvala Bogu, toliko svobode v Evropi še imamo, za razliko od Slovenije, je o tem pisal, tega na internetu kot želite, kako Jourova, Vera Jourova, ista Vera Jourova, ki je, kot navajam v svoji knjigi Etniki svobode, povzročila to globinsko travmo, da smo izgubili javni medij, ki je postal potem servis, bi rekel, svobode, osvoboditve in vsega tega. Ista Vera Jourova je rekla, da ja, ne bo, pač ni treba, da damo na razpolago javnosti SMS-e privatne korespondence Ursule von der Leyen in direktorja Pfizerja. To ni potrebno. To ni potrebno. In mislim, ampak za razliko od Slovenije, v Sloveniji se te stvari dogajajo dnevno. Berite Požar report, gledajte Faktor, gledajte Novo 24, tiste medije, ki jih še niso osvobodili. Osvobojeni mediji o tem ne poročajo. V Evropi pa imamo še to, da se še poroča, da se človek lahko seznani s tem, kar se dogaja. To je ena velika prednost, ki zaenkrat v Evropi še obstaja. Ja, absolutno. Boštjan, če se zdaj vrnemo k svobodni misli, zdaj posebej na začetku osamosvojitve smo bili ponosni na vsaka Slovenca, ki je recimo na tak ali drugačen način prodrl v svet, absolutno tudi na filozofa Slavoja Žižka, enega vodilnih svetovnih filozofov. Zdaj, koliko smo lahko še danes ponosni, je drugo vprašanje, mogoče podobno, kot si prej opisal, kaj se je zgodilo z Evropo v zadnjih 10 letih. Predlagam, da si zdaj pogledava en posnetek nastopa Slavoja Žižka pri Marcelu na nacionalni televiziji. Poglejmo. Tukaj pa mogoče nekaj presenetil, pa zgubil še tisto malo pristašev, ki jih imam tukaj. Bi parafraziral Churchilla. Demokracija je najslabši vseh možnih sistemov, problem je v tem, da so vsi drugi slabši. Zato mislim, da v sedanji situaciji v Sloveniji, prvič, levica prav dela, da še vedno sodeluje v vladi, saj ni samo privesek. Poglej samo Luka Mesec, na primer, koliko ukrepov je speljal. Zdaj, Boštjan, svobodomiselnost je seveda privilegij razumnih ljudi, ampak v tem primeru bi lahko rekli, da pač misel kar nekam gre, da je tako svobodna, da kar pobegne. Zdaj, v kak kontekst lahko človek da na eni strani ultrakonzervativnega politika, kot je Winston Churchill, in na drugi strani antistranko Levica, izpelje pa, da je Levica super vladna stranka, zato ker je Luka Mesec, ki so se mu v lastni stranki odrekli kot koordinatorju, pelo brez številne projekte. Torej, jaz tega sploh ne morem komentirati, zato ker to, kar pripoveduje Žižek, je tako, da sploh ne bi vedel, kaj se dogaja. Se Luka Mesec, kaj je, 30,000 stanovanj, a je 30 dni do specialista, ali je, kjer je projekt je pa Luka Mesec speljal? Ja, to štempljanje meni pride na misel, ampak zakaj bi to recimo speljal, zato so potem preklicali. Ja. Sej, mislim, pa štempljanje, to je čist noro, to smo komentirali, mislim, to štempljanje je popolnoma noro, mislim, Luka Mesec pa Levica je največja grožnja Sloveniji, zato ker ti ljudje uveljavljajo pač to, kar so se v Čebinah naučila, in uveljavljajo to, kar je pač zdaj pa druga armatura moje knjige, to govori o svobodni misli, je pa Milovan Džilas. Torej, jaz sem vzel njegovo delo Novi razred, on je bil svetovno slaven in to delo je svetovno slavno, sem vzel Novi razred in je ogromno citatov in sem z njim, pač Novi razred je, ko Osvobodilna fronta gre v gozd, ko se oblikujejo partizanske enote, se takoj znotraj njih že vzpostavi hierarhija. Poveljniki in vodstvo je do drugje, živijo v barakah, partizani navadni pa živijo v najhujših higieničnih razmerah. Tu imam citate iz v bistvu partizanskega tiska noter, tako da je to verodostojno. In Milovan Džilas je Novi razred, je pač to, kar imamo mi. Se pravi, Novi razred so tisti, ki upravljajo s premoženjem, so tako imenovani gospodje tovariši. To so tisti, recimo primer, če greste v Drazgoše za vsakoletno proslavo žegnanja in poboja, kot so jo imeli Butalci, ne boste vedeli, ali je tam več rdečih zvezd ali črnih Mercedesov. To je tako neka korelacija. In to je to, z ideologijo prideti do materialnih privilegijev. Samo za to gre. Materialne privilegije pa zagotavljajo vlast. In v knjigi so citati, torej, to je mi šlo prav, torej hladen pot po hrbtu, ko sem to delal, ki so, kot da bi bili napisani leta 2024, primarno za levico in primarno za, bi rekel, vse te, ki se postavljajo na stran, recimo za
za civilno družbo levo in tako, ki se postavljajo na stran, bi rekel, tako imenovanega proletariata, čeprav so njegov najhujši izdajalec. Najhujši izdajalec, ki deluje samo zase. Kdor misli, da se NVO-ji, na katerih račune se prelivajo milijoni evrov iz našega davkoplačevalskega denarja, bojo kdaj zavzeli, zanje se je zmotil. Tak človek bo ostal, ljudje običajni ostajajo sami s svojimi problemi. Ne Luka Mesec, ne njegova stranka nista do zdaj rešila enega konkretnega problema, ki bi zadeval neko družbeno skupino v Sloveniji. Nasprotno, sodelujo v vladi, ki je, bi rekel, katere posledica je, da je življenje v Sloveniji za tretjino dražje, kot je bilo v času, se pravi 2020-2021, To pa zato, ker imamo inflacijo. Inflacijo imamo pa zato, ker je inflacija nujen del socialističnega gospodarjenja. Ne gre brez nje. In mi imamo tako rekoč med najvišjimi inflacijami v Evropski uniji, ampak ne gre brez nje. Če se uvaja socialistično gospodarjenje, kar Golob dela, skupaj z Levico, potem je inflacija nujna posledica tega. To knjiga vse analizira, razmetavanje vseh milijonov, milijard o poplavah in tako naprej, odpira ljudem oči, da bojo razumeli. Jaz sem prepričan, če bi to knjigo prebrala večina Slovencev, ki je volila Goloba, bi imeli in jo ponotranila. Knjiga je pisana zelo odprto, je pisana zelo nekomplicirano, je v bistvu priročnik za razumevanje slovenskega časa danes. Če bi to knjigo, recimo večina Slovencev, ki je volila Goloba, prebrala, bi imeli boljšo oblast v naslednjem mandatu. V to sem prepričan in to ni nobeno natolcevanje. Ker bi ljudje pogruntali, kako jih za lastne privilegije tile, začenši s predsednico, ki se vozi ali če ne z Maseratijem, pa z Rolls-Roycem, če pa že s tem ne pa z BMW-jem, ali če pa že ne z avtom, pa z motorjem, kako jih vlečejo za nos. In naš Robert Golob, kako jih vleče za nos. In kako drsimo v vse večjo diktaturo. In najhujša diktatura, kot si ti rekel na začetku, bom zdaj Džilasov stavek prebral, najhujša je pa ta. Pravi Džilas, bilo bi napačno misliti, da so druge oblike diskriminacije, rasna, razredna, kastna, nacionalna, težje od ideološke. Lahko se na videz zdijo bolj surove, vendar niso tako pretanjene in popolne. Usmerjene so v dele družbe, medtem ko je ideološka diskriminacija usmerjena v celotno družbo in vsakega posameznika. Druge vrste diskriminacije človeka strajajo predvsem telesno, medtem ko ideološka diskriminacija človeka prizadene natanko tam, kjer je najbolj svoj v njegovi biti. Tiranija nad razumom je najpopolnejša in najbolj surova oblika nasilja, z njo se začnejo in končajo vse druge tiranije. Ideološka diskriminacija pomeni po eni strani prepovedovanje drugih idej, po drugi strani pa vsiljevanje izključno svojih idej. To sta dve najopaznejši značilnosti neverjetne popolne tiranije. Dovoli mi samo še en stavek, katerega avtor si ti, samo da ga najdem. Ti pišeš, zdaj pa tako kot človek išče, pa ne najde, ga že imam. In sicer ti praviš, diktatura, ki jo živimo, se izvaja na mehak, zlaganemu volk in kvazi liberalnemu načinu razmišljanja, bolj prijazen način, a vendarle je polnokrvna in polnopravna diktatura. Med poglavitnimi značilnostmi diktature svobode so pogromi. Nihče se pogromov ni lotil tako temeljito, zagreten, tako znanstveno, kot ravno diktatura svobode. Odkar je svoboda, se ljudje bojimo sploh še misliti, da nam ne bi ušla kakšna pregrešna misel. Prvi pogrom, ki je značilen za diktaturo svobode, je zato pogrom nad svobodo mišljenja. To, kar si ti napisal, Aljuš, jaz sem prepričan, da nisi poznal tega citata iz Džilasa, je identično. Kar je pa grozljivo, je pa, da je Džilas popisoval čas leta 57 Jugoslavije, leta 57, ti pa popisuješ današnji čas, kot moja knjiga podpisuje, to je pa grozljivo. In zato bi si morali ljudje enostavno to knjigo prebrati, pa ne zaradi mene. Bralec, torej avtor se podari bralcu, avtor je zaradi bralca, ne zaradi sebe. Boštjan, zdaj pri svobodi, če bi jo hotela opisati, ima človek občutek, da ne vemo, kam gremo, ampak važno, da se imamo fajn na poti. In mogoče nič ne opisuje te brezglavosti, bolj kot to, na kak način so se lotili in na koncu tudi zašpilili to svoje oblikovanje liste za evropske volitve. Pa predlagam, da si zdaj pogledava, kako je zdaj na koncu baje zadnja, pustimo se presenetiti, nosilka liste to sama opisala. Poglejmo. Želim povedati samo to, da je moja osebna tudi, pa tudi siceršnja, verjamem, da vseh nas, prioriteta dokazati,
da smo po odgovornosti, po načelnosti, po vrednotah, po zavzemanju za vladavino prava, za mirovniško politiko, za zeleno, za mlade, da smo daleč, daleč nad vsemi ostalimi strankami. Hkrati smo pa trdno na tleh in realni in se zavedamo realnih problemov, ki jih imajo ljudje. In nismo nekdo, ki gradi svoje programe ali nabira neke cenene politične točke na plečih ljudi, na manipulacijah, na strahovih, na lažeh, konec koncev, na populizmu in na raznoraznih skrajnostih. Jaz sem zelo iskrena in neposredna, nisem blefer, to vsi zelo dobro veste in če ne bi verjela v to, ne bi stala danes pred vami. Zdaj, Boštjan, ti dostikrat primerjaš aktualne razmere s teatrom absurda, ne? In to je posebne vrste absurd, da Irena Joveva stoji na pručki, ko govori, da so oni nad vsemi, ne? Ja, sej, če stopiš na pručko, si nad vsemi, če stopiš na lojtro, si pa še najbolj nad vsemi, ne. To je pač ta, bi rekel, prividna, ne, to me spominja, to, kar je ona govorila, me spominja na tisto Golobovo, ja, gospa, pa lejte, če ste v kontejnerju, pa mislite si, da ste v najboljšem hotelu, pa da ste na počitnicah, ne, to sploh, ti ljudje sploh nimajo občutka za realnost, ne, ona Jovova razlaga po intervjujih, ne, da zdaj Slovenija čislan partner, prav danes, mislim, kakšna groteska, ne, Slovenija nudi podporo Iranu, nudi podporo vsem terorističnim gibanjem od Hamasa, Hezbolaha do Irana, ne, zunanja ministrica se fotografira z najvišjimi predstavniki iranske oblasti, ki dnevno, bi rekel, izvajajo smrtno kazen nad bi rekel, predstavniki iranske opozicije, nad ženskami, nad vsem tem. Ona se fotografira danes prav, je prišel mislim, v Slovenijo, zdaj v teh dneh, no, ampak danes sem to zasledil, ne, visoki odposlanec, prav, diplomat Grima, ne, in je govoril o tem, kako je Iran nevarnost kako je Iran napadel Izrael, da je to brezprecedenčno, kakšna nevarnost je Irana, ne. Vsaki, ki približno malo pozna, bi rekel, jezik ameriške diplomacije, ve, da je to govoril, dajte ustaviti konje, ne, dajte nehati biti tukaj zdaj neka ekspozitura sredi Evrope, a ne, biti neka ekspozitura najbolj totalitarnih in najbolj, bi rekel, sprevrženih režimov na tem planetu. To je rekel diplomat Grim v teh dneh danes, a ne, in ona razlaga, Irena Joveva s pručke razlaga, da je ugled Slovenije zdaj bistveno višji, kot je bil prej, ker je že teoretično nemogoče, ker je Slovenija 2021 vodila Evropsko unijo, ne, in kdor vodi in to naredila dobro, ne, to je Janša naredil dobro, kdor vodi Evropsko unijo, pač je najbolj ugleden, pač drugače ne gre, ne, hočem reči, ne, in to so te govorenje, ki je skregano s pametjo, kot Žižkovo, se to je ista kategorija ljudi, ne, da je kaj vse uveljavil in naredil in napravila stranka Levica, ja, kako, mislim, halo, to protestiraš, pa se to ni res, ne, to ni res, ne. Ampak ti ljudje se res fajn imajo, mislim, oni se, tako kot si rekel, oni se fino imajo, ne, zato ker je to, kot Žilas pravi, novi razred, ko ga jaz dopolnjujem, rojen v Osvobodilni fronti, in te ljudi, kot je na začetku knjige napisano, zanima samo oblast, samo to jih zanima in da se oni fajn imajo, recimo čisto slučajno, mene to ne briga, kdo si kako plačuje avion, ampak ko sem šel v Bruselj enkrat, ne, sem videl slučajno enkrat prvič in zadnjič Ireno Jovevo, ampak ona se vozi se pravi v tem prvem razredu, ne, čisto spremni, no. To je njen problem, ampak hočem reči, če si že rekel, da se fajn imajo, seveda se fajn imajo, tam lahko v prvem razredu vse noge stegneš, ne, recimo, tako, ne, hočem reči, ne, in ti Golob se fajn ima, se pa ne morate, da se Golob fajn, nima fajn, se skozi lovi špargle, potem, ne vem, potem hoče na morje, se kokrat v teh oddajah, a ne, Golob se pa res fajn ima bejbo, a ne, kot on prav, ne, to, kar je po moje, tako kot si predstavljam, če si hočem njegov psihološki profil napraviti, v knjigi ga imate, tudi precej, ti konkurira Maljuš, čeprav je to izredno težko, ampak kljub temu, ne, on je pač kot najstnik gledal pač iz Gorice čez mejo Berlusconija, mladega, je videl, da imajo vsi neke bejbe, te bejbe so suhe, pa imajo dolge noge, pa se je to želel, pa se je to najbrž celo življenje želel, a ne, gledal Italijanke, gledal televizije in to, če tam z Gorice in pol zdaj, ki je to lahko uresničil, je to uresničil in se fajn ima, ne, samo kako se imamo pa ljudje, kako se imajo pa upokojenci Pavleta Ruparja, kako se imajo pa tisti upokojenci, ki sploh niso mogli priti na zborovanje, ker nimajo za vlak
bi rekel, ali pa za avtobus, recimo iz Štajerske, iz Slovenske Gorice in to do Ljubljane in nazaj, kako imajo po 300 evrov, 250 evrov kmečke penzije, kako se imajo pa oni, ja, oni se pa nimajo fajn. Ja. Zdaj, Boštjan, ne samo čisto običajni ljudje, ne, tudi Vesna Vuk Godina v enem svojih intervjujev pravi, ne, ja, meni se je zdelo, da je Robert Golob rešitev, zdaj sem spoznala, da ni rešitev, moral bi se čim prej posloviti. Ampak ona pravi sicer, da se bo izselila iz Slovenije, ne, Bog ji daj srečo pri tem, kljub vsemu. Zdaj nič ne kaže, da bi Vesna Vuk Godina na naslednjih volitvah naslednjega odrešenika pač malo bolj natančno pogledala, da ne bo spet minilo leto pa pol po volitvah, ko bo ugotovila, da se je zmotila. Ne? Ma ja, ampak Vesna Vuk Godina pač širi to, bi rekel, proti zahodno, ona je pač ena od teh iz nabora, ki jih poberejo, da potem trobentajo proti zahodu, proti NATO, proti Izraelu, proti vsemu, kar predstavlja civilizacijo. Pa to je brez veze in to v nekih publikacijah, ki imajo, ne vem, manj dosega, manj bralcev dosežejo kot naši Twitter računi. Ne? Mislim, se to že to groteskno. Ne, ja, ne vem, mislim, oni so se zdaj odločili, pač so videli, da Golob je šel pač absolutno predaleč v vseh teh zadevah, a ne. Zdaj upam, da bojo prebrali recimo še tole mojo knjigo, ker je bilo zelo koristno tudi zanje, ne, da bi spoznali, kje ga lomijo, oziroma kako so prišli na rentgen, ne. Ampak Goloba bojo pač tolerirali, dokaj ne bojo drugega našli, vedo, da so volitve šele čez 2 leti, kakšen bo uspeh te liste in če bo Irena Jovova sploh nosilka, ne, ker to sploh še ni rečeno, da bo, ker zdaj so jih zamenjali že toliko, da ne vem, mogoče se bo pa Tini zamerila ona, pa bo nosilka, ne vem, če bi bil jaz Golob, jaz bi dal pa Tino za nosilko, zakaj pa ne, fant tudi naše Tine, da Tino za nosilko, a ne, pa bi še kdo recimo naredil, ne vem, Boris Golec, kakšno pesemco iz tega, ne, pa bi bilo to vse, zakaj pa ne bi dal Tine za nosilko? Evo, ena ideja, ki mu jo čist brezplačno ponujam, tule uporabo, ne, da bomo vsaj se malo, ali pa Urško, ki je pač svetovljanka, ki bi rekel posvaja. Kdo pa zna posvojiti opico v Gandijo? Ti znaš, jaz je ne znam, ne morem, ne. Hočem reči, ne, to so svetovljani, recimo. To ni običajno za Slovenijo, ja. Ne, to so nosilci liste, recimo, ne, tako da, če bojo o tem razmišljali, bojo lahko še listo spremenili, ne. Lahko pa tudi liste ne bojo imeli, saj Golob bo čist mirno živel naprej, tudi če ne bojo evropske liste, pa kaj, pa je ni. Ja, res je. Čeprav zdaj si mi dal misliti, Boštjan, to je res nenavadno, da je Irena Joveva zdaj nosilka liste, glede na to, da če pogledamo, koga vse je Golob vrgel čez ramo, ne, v tem pač slabih 2 letih, kar je na oblasti, pač praktično 7 močnih žensk, ne. Ma ja, jaz sem povem eno žensko, ki jo pa ne bo vrgel čez ramo in ki bi bila idealna za to listo, to je pa njegova Tina, ne, ki bo ona njega vrgla čez ramo, ne. Ja, to se meni to zdi v neki... Ali pa ga že meče, ne? No, tako, se mi to, ta bi rekel njegova navezanost, bi rekel, ki je za človeka starega 57 let, nekoliko patološka, ne, mi to kaže, da se mu ona izmika, on pa potem rine za, ne, to. Ja, pride zmerom nazaj, ja. Ja, pride Boštjan, nazaj, ja. Užitek je klepetati s tabo, verjamem, da še mnogokrat, za danes pa se nam je čas žal iztekel. Najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj smo vsi skupaj ujetniki svobode, že 1024. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi prihodnji teden oziroma čez praznike, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek 6. maja, ko bomo komentirali, zakaj se med sabo kregajo ustavni sodniki. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.